Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v podcastu Odprto. V tokratni oddaji gostimo Aleksandra Saša Ostana. Arhitekt je od leta 2018 docent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, predtem je predaval na oddelku za arhitekturo Univerze v Mariboru, še prej na Visoki šoli za umetnost Samuel Stewart v Ljubljani. Aleksandar Saša Ostan je avtor strokovnih člankov in razprav, oblikuje razstave, vodi delavnice, žirira ter fotografira in riše. Z Natašo Pavlin vodita atelje Ostan Pavlin, kjer se ukvarjajo s kulturo bivanja, arhitekturnim projektiranjem in urbanizmom. Mnogo njunih del je bilo nagrajenih doma in v tujini. Lani zgrajena kolesarska brv na Rju v občini Bohinj je bila nominirana za arhitekturno nagrado Constructive Alps. Hkrati pa je bila brv leta že nagrajena za nagrado Architizerja strani strokovne žirije v kategoriji prometne infrastrukture. Z vami sem Lenka Kavčič. Aleksandar, pozdravljen v podcastu Odprto. Pozdravljena Lenka, hvala za povabilo. Najprej iskrene čestitke za prestižno nagrado Architizer za projekt brvi na Rju, kot pravijo v Bohinju, ki ste jo prejeli strani strokovne žirije v kategoriji prometne infrastrukture. Hvala. Brv na Rju je umeščena med naselji Kamne in Polje v Bohinju in je koncipirana v smislu značilne tipologije pokritega oziroma zaprtega mostu, ki se v različnih oblikah pojavlja na celotnem območju Alp, pa tudi širše. Poznamo recimo pokrite mostove v Poljanski dolini, mogoče nam je najbolj znan celo filmski videz takšnega mostu iz Redfordovega filma Najini mostovi. Naročnik občina Bohinj je želel objekt, ki ne bo le premostitev dveh bregov, ampak arhitekturni objekt. Zasnova zdaj spominja na sodoben, tako imenovan kozolec nad vodo. So bile pri zasnovi takšnega objekta širše polemike? Nekih širših ali poglobljenih polemik pravzaprav ni bilo. Je bil pa proces nekako priprave projekta, ki je bil precej participativen, ki so ga tudi strani občine vodili na način, da so bile pač vmesne prezentacije in lokalnih skupnosti in vsem telesom na občini, torej od prostorskega oddelka, gospodarskega, turističnega, etc. Torej šla je ta zasnova skozi vsa sita, tako rekoč. Torej, morali so se vsi seznaniti in tudi vsi na nek način požegnati. In seveda so tu še vsi soglasodajalci, ki pridejo v kontekst torej procedure pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tudi tam smo imeli pač odprte diskusije, predvsem tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je to, kar si malo prej omenila, dejansko tudi izpostavil. Poljanska dolina ima tradicijo pokritih mostov, medtem ko Bohinj ne, vsaj ne vedo za to, da bi tam bil kdajkoli kak pokrit most. In pa smo se okoli tega kar nekaj pogovarjali, a je to zdaj pač legitimna referenca, da tajega mostu ne more biti, ali kaj je obratno, recimo sorazmerno referenca, da tak most je lahko. Poznamo, kot si pravilno tudi ugotavljala, v alpskem prostoru en kup teh referenc, pa ne samo v alpskem, tudi v subalpskem, tudi v ravninskem. Skratka, ti objekti, ki niso zgolj objekti, most je vedno tudi simbol, ki povezuje dve strani, dva bregova, dva aspekta, dva principa, etc., so prisotni tako rekoč na celem planetu. Tako da, če bi se šli striktno gledano, zelo decidirano in ozko percepcijo, recimo lokalne identitete, bi lahko rekli, ne, tega pa tu ne moramo narediti. Ker smo pa razširili to percepcijo dejansko že v sosedno, tako rekoč skoraj dolino, oziroma to, da ta tradicija je bila in da seveda z nekimi utemeljenimi razlogi streho narediš pri takem mostu oziroma brvi, torej od funkcionalnih,
ga dejansko po zimi zaščitiš pred snegom, pred dežjem. Les se stara na bistveno drugačen način, tako kot smo ga mi ustrojili, recimo tako, da je malo vertikalno odprt proti strehi, ne. S temi širokimi napušči še dodatno ščiti vso to leseno ostenje, ki je not integrirano, vso to hiško ali pa kozolc, kot si ga omenila, ne. To je ena zelo sodobna reinterpretacija kozolca, ne. To, da si dala to metaforo, je pravzaprav lepo, ampak jo je težko za marsikoga povezati tako neposredno. Vse, kar se gremo, so neke vrste alegorije, metafore, asociacije, ki po svoje se vedno naslanjajo na tradicijo, sploh v občutljivem, recimo krajinskem, naravnem, kulturnem okolju, ampak so vedno tudi položene v sodobnem času, torej dihajo tu in zdaj. In na ta način skušamo povezati preteklost in sedanjost. In takrat je bilo, zdaj to tvoje vprašanje, končno pri tem tvojem uvodnem ekskurzu, je to, da dejansko tudi na občini niso bili vsi prepričani, da je pokrit most najprej potreben, ali rabimo sploh pokritega, ne? Drugič, ali paše, tretjič, ali imamo denar za to, etc. In pa smo z različno argumentacijo, različnimi observacijami vseh teh fenomenov na koncu prišli kljub vsemu do ugotovitve, da je potreben. In odzivi večine, prebivalcev Bohinja, ne, recimo, ker seveda so dali vse na splet in hoteli dobiti anketo, nek statističen podatek, so bili zelo afirmativni, nekateri celo navdušujoči, drugi pač manj, so bili pa ti manjši, recimo v bistveno manjši meri pomisleki oziroma na nek način problematiziranja tega. No in pač na koncu koncev seveda je bil vključen tam tudi župan, takratni Kramar, ne, ki je rekel, da pa želi imeti tak most, ne, mi smo pripravili par zasnov, ne, to je vedno tako, začneš z tipanjem, ne, od mikrolokacije, ki je bila, torej makrolokacija je bila definirana, mikrolokacijsko smo jo pa umeščali pa sami, predtem so bile že neke študije narejene. In potem nekako iz tega širšega polja branja prostora, deduktivno se stopaš na lokacijo, se stopaš na arhitekturo, ki je povezana z naravo, tu izrazito. Na eni strani imamo sicer zelo degradirano, že skoraj ne urbano situacijo, kjer se cesta približa reki prvič, ne, in to je en lep moment. Prvič nek obiskovalec dejansko zazna lahko reko, ki prvič prihaja v Bohinj, ki se pelje proti jezeru, in na tem ovinku oziroma meandru Save Bohinjke recimo trči na krasno reko, ampak tle so z nekimi oporami, suhozidi, torej betonskimi oporami, predvsem na tem desnem bregu že naredili pač ene strukture, ki niso zelo harmonizirane. Pobrali so tudi en del griča, ki je prej bil neke vrste branik in je upočasnjeval tu promet in je žal tudi to bilo pri tej prometni logiki žrtvovano. Tako da mi smo prišli v situacijo, kjer je desni breg bil že relativno degradiran, levi pa še zelo naraven, ampak tudi 3 metre nižji. Tako da je bilo treba tudi ta izziv nekako rešiti, kako premostiti to višinsko razliko in kako z mostom in z dodatki recimo priti na raščen teren na levem bregu in se priklopiti na to našo kolesarsko pot, ki smo jo pred dobrimi 10 leti koncipirali in na katero se ta brv pravzaprav navezuje. Ne. Brv je izvorno namenjena prebivalcev Kamen in Pol, torej obeh vasi, in med njima se nekako nahaja. Ne. Hkrati je pa infrastrukturno, če rečem s tem tehničnim terminom, ne, navezava na to kolesarsko pot, ki je na levem bregu Save Bohinjke, ki smo jo speljali takrat na inventiven in drugačen način in na ta način popelje popotnike, kolesarje, pešce in vse, ki zdaj to uporabljajo, ne, razen z avtomobilom, traktorjem ne moreš. Ne. Tudi to je bil en pomislek, a bo brv taka, da bom lahko šel s traktorjem čez. Rekli, ne, to ni te vrste brv. Ne. No, skratka, da povezuje, ne, in ta simbol mostu, brvi je povezovanje, je to, da v svetu tkemo mostove, da jih zidamo, da jih gradimo in da povezujemo ljudi, da povezujemo naravo, kulturo, povezujemo tudi živali, če hočejo čez, etc. No, skratka, v tem smislu je pol ta dilema, recimo, ki si jo izpostavlja, ali sploh tako ali ne, bila pol presežena in pa je bilo treba samo počakati na pravi čas, se pravi na sofinanciranje, na to, da je bil trenutek zrel, medtem je bil že drug župan, medtem je bila že druga konstelacija, tudi malo drugačna, ne? Ampak na nek način so vsi to pol sprejeli tako kar z naklonjenostjo in pa, ko se je pa začelo
to postavljati tam, ne, seveda najprej temelji in posegi. Ne, to ni luštno gledati takega gradbišča, ko posežeš v breg. Ne, recimo, smo tam imeli razen pač našega, ne, arhitekturni nadzor, seveda gradbeni, firma, so lokalci prihajali in to je bilo zanimivo opazovati, tako fenomenološko. Torej posamezniki iz polj in iz kamen, in to smo mi imenovali super nadzor. Oni so bili malo umaknjeni na tistem pomolčku, kjer se včasih skakalo v Savo in opazovali, kaj se dogaja. Včasih kaj pripomnili in to, in smo rekli, ja, dokler so oni tam in zadovoljni, stvari štimajo. In to je teklo do konca. Ne. Vmes so bili tudi še kar taki za bohin dogodki, ne, tehnično zahtevni, da so teh 40-metrske nosilce, ki so bili v Tržiču pač narejeni v delavnici, nekako prepeljali za šleperji v Bohinj. Tega ne moreš narediti čez dan, ker moraš zapreti ves promet. In je to bilo nočna vožnja, ne, nekako ob takem času, takrat so zaprli tudi, pripeljana do sem. Največji možen žerjav, ki ga imajo v Sloveniji, je bil pripeljan. 2 sta bila, ne, ampak sta si morala pomagati, da sta si to podajala na obeh bregovih in da se je to skalibriralo in umestilo na pravo pozicijo z tem dodatnim mestnim stebrom oziroma podporo, ki smo umestili na raščeno skalo sredi vodotoka. Tudi to je bil problem, seveda, in izziv, in z vodarji smo imeli kar dosti debat in tudi zanimive, in razumem, da ne moreš stopati z nekim novim objektom v ta profil reke inundacijski, če so poplave problem. In levi breg, ker to knjiži, je poplavljen ob visokih vodah. Skratka, mi smo morali tudi prepeljati suhe kolesarje na suh del terena. No, skratka, ta podpora, ki so pa vodarji tudi sprejeli na koncu z vso argumentacijo in so zdaj zadovoljni in tudi dejansko nima nekega vpliva, smo okoli tega tudi dosti govorili. Ti 4 nosilci so se oprli pa na to srednjo in to je tudi statično seveda boljše, da imaš ti prednapet, če rečem pod narekovaj, most, ne, torej da gre nosilec zvezni preko podpore, ne pa samo od A do B. In se je to pa položilo gor in takrat je bil wow. Ne? In so tudi lokalci pa videli, ja, to pa bo, in so se malo pomirili. Mi pa tudi smo spremljali, to je kljub vsemu dogodek in doživetje, da delaš eno tako reč. Pri nas je tudi tako, vsak projekt je nekaj novega, vsak je neko novo doživetje, nova izkušnja, kjer se učiš, kjer svoje izkušnje in odprej nekako moraš zbrati in jih nadgraditi in jih povezati in integrirati nek nov izziv in nov projekt, in seveda sodelovati interdisciplinarno z vsemi, ki so v takem procesu vpleteni. Se zavedaš, da ti nisi dovolj, da nisi dovolj pameten, si pa na nek način kljub vsemu neke vrste dirigent, torej tisti, ki inicira stvar, ki si jo nekako zamisli tudi in ki pol s pomočjo vseh partnerjev v tem celotnem procesu spelješ stvari do konca. In mislim, da so stvari dejansko zdaj take, da so zelo dobro sprejete. Vsaj to, kar jaz dobim odzivov z vseh možnih, recimo zdaj, plasti nekako percipiranja tega fenomena, od občinskih do tistih, ki se ukvarjajo s turizmom v Bohinju, do uporabnikov lokalnih, ki ga dosti uporabljajo, do recimo teh obiskovalcev, kolesarjev sploh, in do teh na koncu koncev, ki se zdaj radi slikajo tam pred mostom in delajo selfie ali kakorkoli. Skratka mislim, da je to zdaj kar uspešnica pač iz teh različnih zornih kotov, kot dejansko pridobitev za lokalno skupnost, pridobitev za turizem in tudi neke vrste, recimo, prepoznavni majhen simbol Bohinja, zdaj v nekem smislu, ne, kot jih je še nekaj, ampak ki ga zdaj nekako tudi lahko se z njim ponašajo tudi Bohinjci, ne, torej se z njim poistovetijo. Mi pa tudi na nek način si zadovoljen in nekako globje pomirjen, ko vidiš, da je stvar osmišljena in zaživi. Kot si sam omenil, je Brv del kolesarske bohinjske poti, ki ste jo zasnovali v vašem biroju že pred 10 leti in zanjo dobili tudi zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor. Takrat je komisija v obrazložitvi napisala: pot, večinoma speljana po poljskih poteh, postavlja posrečeno mešanico lepe kolesarske ture, izjemnih vedut, kulturne in naravne krajine ter avtorske urbane opreme. Kako občutljivo je bilo tako pot umestiti tudi v območje Triglavskega narodnega parka, kjer vemo, da veljajo najstrožja pravila pri gradnji?
Ja, ta tema je precej zanimiva in hkrati tudi kompleksna. Namreč mi smo to nalogo podedovali od prejšnjih projektantov, ki pač za njih to ni bil pravi izziv ali pa niso našli pravih rešitev. In sem pol smatral, da je treba dejansko zagrabiti stvar pač nekako paradigmatsko drugače. Ne. Se pravi, da kolesarska povezava, to, kar je bila tema in tudi naročilo, od Bistrice do jezera, od najbolj obremenjena sekvenca prometna, ki je nevarna za družinsko kolesarjenje, etc., mora biti premoščena s kolesarsko potjo. In seveda se je pričakovalo, da bo ob regionalki verjetno speljana še kolesarska pot. Tako prozaično, tehnično, pragmatično, kot se to pač tudi dela. Ne. Jaz sem rekel, oziroma smo rekli, ne, recimo, zdaj moramo o ateljeju govoriti, da pravzaprav moramo narediti dejansko en tak premislek, ki je malo globlji in malo drugačen. In to se seveda vedno nanaša že na prejšnje razmisleke, ki jih pravzaprav živiš vse svoje življenje, strokovno, človeško, etično, etc. In smo rekli, gremo mi na drugo stran Save, Bohinjke, se pravi na levi breg, tam, kjer so še vasice, ki so pravzaprav spregledane, se pravi Brod, Savica, na drugi strani pa dobro se oplazi tudi Fužina v severni, torej v zgornji dolini, pa Studor in pa gre naprej proti Češnjici in tako naprej. In jih skušajmo povezati z kolesarsko potjo. To je eno. Drugo, pa kar je bilo pa ključno, je pa uporabimo poti, ki so že v naravi. Ne? Se pravi, uporabimo poljske poti, uporabimo gozdne poti. Zakaj bi človek gradil novo infrastrukturo? Zakaj bi šel čez polja po novem, ne? Recimo odkupoval in potem se trasiral vsemi temi tehničnimi posegi, ki so relativno grobi, ne? Sploh to, kar si rekla sama, ne? V tako občutljivem prostoru. Dajmo reciklirati, če ta sodobni izraz uporabim, to, kar že je tam. Spravimo to na neko višjo raven, uporabimo, preoblikujmo, kolikor je potrebno, ritmizirajmo neko pač pot z neko pravo mero počivališč, ki so vešče umeščena na pravih pozicijah, kjer so naravni ali pa kulturni fenomeni bolj izpostavljeni, kjer pričakuješ, da se bo nekdo rad ustavil. Vmes so te stare poti itak tako izjemno vešče postavljene v prostor, to so naši predniki znali boljše kot se danes. Ne? Prometna infrastruktura danes se po tehničnih parametrih umešča v prostor. Ne? Takrat je šlo pa to tako, ne? Recimo, da dejansko lepo vijuga po prostoru, se izogiba tem nekaterim oviram, ampak odpira poglede na ta že itak izjemen bohinjski naravni in tudi kulturni kontekst. In pa smo ravnali to, kolikor se je dalo, na te dominante, se pravi gorske, kulturne zvonike vasi in to, koliko to že sploh ni bilo, malo revidirali, bili so seveda problemi z usklajevanjem oziroma pridobivanjem pravice graditi, ker geodetski posnetek je strigel z realnostjo, ampak to je druga tema, s tem so se ukvarjali leto pa pol. Skratka, zelo kompleksna je bila ta cela 11,5 kilometrska prvotna zanka. Medtem se je kolesarska pot že razširila in se vrača na svoje izhodišče, torej zanka se zapira. No in je bilo treba recimo to povezati spodnjo in zgornjo dolino, to smo želeli, in hkrati narediti pot tako doživljajsko, to, kar si omenila, ne, tako percepcijsko in tudi, kar se tiče drugih čutov, recimo polno, da ti Bohinj doživiš na en drugačen način. Ne. Kot si omenil, bodo zanko sklenili. Zagotovo z vsemi temi intervencijami, ki ste jih že naredili in s temi projekti, ki so že izvedeni v Bohinju, vas verjetno zanima nadaljevanje tega projekta. Oziroma, kakšen je odnos, se vam zdi v biroju, da nadaljevanje že začetih poti, projektov in vzpostavljenih odnosov v danem okolju daje prav posebno kakovost novim projektom? Ja, seveda, se strinjam s tabo. Mislim, mene osebno tudi zanimajo bolj kompleksne zgodbe. Ne zgolj en objekt izoliran v prostoru, ki preleti kot nek UFO v nek prostor in se pravzaprav težko odziva na kontekst, ampak pleteš zgodbe, ne, nekako narediš eno stvar, ki sede malo bolj kompleksno v prostor, poveže lokalno skupnost, poveže kulturno in naravno dediščino in jo na nek način tudi pol nadgrajuje. Ne. Torej, če je vešče umeščena senzibilno v prostor, pa je to vedno nadgradnja. Ne. Otok Blejski brez
recimo cerkve in cele kompozicije, stopnic in vsega, pravzaprav nima take dodane vrednosti, če rečem s tem izrazom. Analogno, ne vem, Blejski grad, recimo, ki kot krona to veliko skalo na nek način nadgradi in ji da nek poseben pomen, kulturni, simbolni, duhovni. No in podobno, na nek način se trudiš, da bi tudi z arhitekturo dosegel. Se pravi, naravo oplemenitiš, ne, to harmonijo, ki je bila v naravi, jo ne na nek način destabiliziraš, ampak jo nadgradiš in ji daš eno dodatno dimenzijo. In v tem smislu so ti projekti seveda tudi bolj dolgoročni, kot si sama rekla, ne? In je zato potrebno neko posebno potrpljenje, torej neko poglabljanje branja in razumevanja prostora, neko poglabljanje odnosov z lokalnimi prebivalci, z upravo, ki to recimo vodi, etc. In zaradi tega tudi lahko bolj recimo konsekventno izpeljuješ stvari, ne? In jih tako po korakih dopolnjuješ. Mes se je že zgodilo, da je bila torej od, ne vem, srednje vasi pa tja proti Češnjici, so že to po svoje malo delali, zgolj z prometnim inženirjem, ne? In so pa kljub vsemu videli, ne, v mestu se dogajalo tudi, da je ta gospod, ki je bil odgovoren za prostor, pač žal preminul in so drugi prevzeli. No, skratka, potem so videli, da kljub vsemu rabiš neko posebno občutljivost, ne, da to ni zgolj prometna infrastruktura, če tako rečemo, ne, ampak da je nekaj, kar je malo širše in globje umeščeno v prostor. In zato to delamo seveda z veseljem in seveda ti projekti so nam ljubi, ampak je treba imeti kondicijo, ne, to je tek bolj maraton kot pa 100 metrov, ne, oziroma zdaj, če rečem primerjavo z muziko, to ni toliko zdaj en sodoben komad, 3-minutni, ne, ki te zapali, ki ga po radiju mimo grede poslušaš, ko se voziš z avtom, ampak je to nekaj, kar se že približuje neki mal širši pesnitvi, ne, da bi na koncu pol nekaj, ne, tle niti ne, ampak postala simfonija oziroma nekaj, kjer je pa vpletenih bistveno več elementov in je ta stvaritev ali pa ta, recimo tudi umetniški atributi, take stvari imajo večjo težo in so bolj poglobljeni, ne. Primerjalno recimo tako naselja, ne, naselbinska dediščina, ko priješ eno naselje, ki je harmonizirano, to so žal predvsem historična naselja, ne, historična mestna jedra in tako naprej, si dejansko preplavljen z lepoto in z neverjetnim čudenjem, kako je bilo mogoče, da so naši predniki nekaj takega ustvarili, kako fascinantno, natančno in hkrati sproščeno in na videz naključno je neko vaško mestno jedro, kjerkoli po svetu, kjer so jih še ohranili, ne. In temu se želiš približati, ne. Je drugače kot recimo tudi na sodobnih ekskurzijah arhitekturnih, ne, večkrat tako samo od enega monumenta do drugega, ne, se pravi od ene sodobne arhitekture do druge. Tisti je lepo, zanimivo, ne, pač je izziv, ampak vmes je pa neka velika praznina, ne, ponavadi, ne, so zgolj taki kratki utrinki, torej komadi, ki zapalijo, veziva je pa malo, ne. Tako da pač seveda to nadaljevanje poti in ti širši projekti, kjer je širše v prostor umeščeni in tudi globje postavljeni, ne zgolj tako na flah, na površino, ne, recimo. V celotnem opusu vašega biroja, če zdaj razširim, iz Brvi v Bohinju, še na doživljajsko igrišče ob Muri in pa mogoče zadnji projekt Zakladnico mesta Črnomelj ter drevesno opazovalnico v parku Celje. To so vsi projekti, kjer izstopa poudarek doživljajskosti. So projekti, kjer občutenje obiskovalca vaših objektov postavljate na prvo mesto. Zakaj se na tak način ukvarjate s prostorom? Da ga ne samo oblikujete, ampak ga v bistvu približujete skozi druga čutila, skozi druge plasti prostora, nekemu naključnemu obiskovalcu, ki to začuti na prostoru, kljub temu, da prej prostor tega ne kriči na glas. Seveda, jaz pač nekako globoko to tako doživljam in čutim, da arhitektura mora nositi v sebi to sporočilnost in tudi ta nagovor in to povabilo v življenje, povabilo v branje širšega prostora in tudi doživljanje prostora. Torej mora biti neka kort, ki te navduši, ne? In to zdaj ne bi rad zlorabljal Plečnika, ampak mislim, da tako nekako gre
njegova misel, da arhitektura mora v sebi imeti tako idejo, da se ob njej na nek način trese. Ne vem točno, kako je, da ne bom narobe citiral. Ampak ne zdaj ideja tako abstraktno, mentalno, zgolj intelektualno. Ne. Jaz mislim, da mora vse čutena govoriti. Ne. In to je razpon, ki gre pač od ne vem, čutnosti, ne vem, taktilnosti, ne, čustev, ki te preplavijo, do nekih vrhuncev pač tudi intelektualno, recimo analitskih, ne, diskurzivnih, ki jih pa ponavadi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, lahko tudi razberejo oziroma na nek način ključ dobijo, pa jih razbirajo. Skratka, mora biti ta celoten razpon, ne, recimo, doživljanja integriran. Tako da recimo, zdaj, ko si omenila tudi drevesno opazovalnico, mi smo za kolesarsko pot in za drevesno dobili tudi evropsko nagrado Kasko pred leti. Tu hočem ne toliko zaradi nagrade, ker te pridejo bolj tako kot neke vrste potrditev, da delaš prav tam, kjer se približajo neki objektivni pač presoji. Ne. Ampak važno je to, da smo mi dejansko vključujemo, kjer je le možno, lokalne materiale, ne, lokalne izvajalce, lokalno verigo predelave, ne, in tako drevesna opazovalnica, tam še izrazito smo uporabili les zgolj iz gozda, kjer smo to opazovalnico torej nad Celjem postavili. Kolesarska pot Boh in podobno. In to so potem seveda znanstveniki v Nemčiji računali ta ogljični odtis, to je vse občina prijavila, ne, torej bohinjska občina, in dobili pa toliko dobre rezultate, da so poleg arhitekturnih kakovosti tudi te trajnostno sonaravne, ne, ki pa so usmerjene izrazito v bodočnost in vključujejo problematiko podnebnih sprememb, torej nizkega ogljičnega odtisa, socialne kohezije, se pravi nekega res celostnega pogleda na problematiko. Zato se mi zdi to, recimo, kar si morda izpostavlja, je v tem razmisleku, kaj tej civilizaciji manjka in kam smo zašli, v neke vrste slepi ulici divjanja za progresom, za dobičkom, za ne vem, materialističnimi dobrinami, je nekaj, kar skušamo s pomočjo arhitekture, pa ni samo arhitektura, pač tudi to, kar se vse veže na njo in kar je vse v procesu vključeno vanjo, vračati človeka k naravi, ampak ne zdaj tako zgolj nostalgično, ne, back to nature, ne, ampak širše, da jo začuti, da jo prepozna, da na nek način tudi razume, da ima ona res eno globinsko vlogo, torej planetarno gledano, pri tem, da nas vzdržuje, da na njej lahko živimo, da je ta svet nam bil poklonjen, da smo ga podedovali, da moramo z njim skrbeti bistveno bolj občutljivo, kot je recimo to počelo 200 stoletij ali pa tudi naprej, ne samo 200, ne samo, da moramo torej spremeniti percepcijo, paradigmo in da pri arhitekturi ne gre za dirko zgolj za dosežke, ki bojo pač na nek način kot neke vrste avantgarda, ne, čeprav vedno seveda z invencijo nekaj vnašaš tudi not, ne, ampak kljub vsemu za nekaj, kar je globje uravnoteženo in uravnovešeno v razmerju med kulturo in naturo, med recimo materijo in duhom, med, ne vem, zdaj, če rečem pogojno, moškim in ženskim principom, oziroma zdaj, ne v smislu konotacij vrednostnih, ampak v smislu tega, kaj elementarno je zapisano v teh dinamičnih dualizmih tega sveta, ne, sonce, zemlja, ne, sonce, voda, mati, oče, etc. Vse to yin-yang, kakorkoli kamor pogledamo. Soodvisnosti, ja. In tu gremo pač seveda, kolikor je mogoče, ni možno povsod enako konsekventno teh tem izpeljati. Tu je dosti odvisno od neke konstelacije širše, nekog razumevanja ima naročnik pri tem, kdo je pleten, kako je na vse zadnje pač tudi z budžetom, ampak tudi z malimi budžeti se da marsikaj narediti, se pravi, nisi odvisno od tega, da imaš ne vem koliko in da pa rečeš, ne, če pa nimam toliko, pa ne bom mogel graditi. In seveda angažma je pa pri vseh, to pa moram reči, ne, tudi je bistveno večji, kot je sicer pri projektih. Če bi ga delal tako rutinsko, ne, moraš najprej vzpostaviti nek širši temelj razumevanja, tudi teh deležnikov, če rečem tako, ne, se pravi, od investitorjev, izvajalcev, moraš navdušiti ti, da so v celjskem gozdu tam nad 6 metri plesali med 6 drevesi, med katere smo vpeli to drevesno hiško, ne, so morali pač to malo začutiti, da je to nekaj, kar
ima neko posebno težo in pomen in se navdušiti. In tam smo imeli tudi srečo, pač dobiš eno firmo, ampak je ta oče, lastnik, imel 2 sinova, ki sta to prijela, ne, mislim, in sta dejansko tam gor, torej so vsi, ne, tudi oče in njegov brat in to, in so sledili temu. Na začetku morda mislijo, da še ni vsak detalj pomemben, pa še malo po svoje hočejo, ker ti nisi vsak dan na gradbišču, ne. Ampak potem, ko pa po enih 2 takih zdrsih pokažeš in poveš, da je pa pomembno, da so letve z takimi razmeri, ne pa takimi, da je ta detalj stik horizontale in vertikale tak in tak, da je to artikulacija, arhitekturna, seveda razložiš na enostaven način pa to, ampak se pol to tudi vidi in se tudi razume na tem, kako se les odzove na vlago, na odkap, ne, da moraš vse to kljub vsemu malo poznati, da je voda recimo največji sovražnik lesa in da moraš te detalje tako rešiti. Skratka, tu je še ta tehnični aspekt, ki je razen tega intuitivno-umetniško slonovalskega, vsaj pol enakomerno, ne, enakovredno, zdaj vprašanje, zdaj kolikor pri katerem projektu, ampak pomemben, da to stvar, te sanje udejaniš, da jih pripelješ preko vseh tehničnih parametrov, ne, zakonodaje, normiran, etc. in narave, materialov in to, kar dobiš pravzaprav, ker tudi smrekanje enaka smreki, ne, tam smo imeli Douglasio, da jih pripelješ do konca tako, da zdaj rečem, ne pijejo vode, ne. Pijejo vodo, ne pijejo vode. Ne. Skratka, zgodba je kompleksna in to je izziv in to je tudi čar tega poklica. Ne. Je pa pri nas pač tako, da glede na razmere, v kakršnih živimo in kako kultura splošna ali pa rečem bolj mentaliteta razume vlogo arhitekturo, to seveda neko posebno skoraj poslanstvo in angažma, ker pač živiš od jutra do večera za to in s tem, seveda hkrati še vse ostalo, ne, in družina in moraš živeti, ne, tudi, ampak je predanost, ne, nekako in za tak projekt, v katerega verjameš in veš, da je recimo pomemben, si pripravljen marsikaj žrtvovati. Torej, arhitektura zagotovo ni služba, arhitektura je poklic, kjer si poklican, če lahko temu tako rečem, da sodeluješ pri načrtovanju boljših prostorov. Izzivi pri načrtovanju v današnjem času so tako kompleksni, kot si omenil, tako torej, da mimo odgovornosti arhitektov kot posameznikov ne moremo, ker v končni fazi arhitekti s svojim načinom najbolj direktno vstopajo v vizualno podobo prostora okoli nas in s tem narekujejo tudi odnos, kako ga kot družba dojemamo. Z vsemi temi izzivi, ki si jih zdaj naštel, z vso tvojo izredno angažiranostjo na različnih področjih arhitekture, bi izpostavila še to, da si pedagog na fakulteti za arhitekturo, kjer se srečuješ z mlajšo generacijo oziroma vzgajate nove generacije študentov. Kje je ta draž mentoriranja? Kako mlajše generacije, tvoji študentje, danes gledajo na svet in na izzive, ki jih področje projektiranja prinaša? Ja, to je spet eno relativno kompleksno vprašanje, torej dalo bi se o tem spet govoriti 3 ure, recimo, če bi imela čas. Ampak zdaj, če to zoživa na nek način, na nek fokus, ne, torej, kot za vse stvari, kot širše za arhitekturo, moraš tudi za ta pedagoški aspekt oziroma ta pedagoški eros, če bi temu tako rekel, je fino, da so ti rojenice in sojenice nekaj že v zibko podelile, ne, oziroma da pridejo in vsakdo nekaj dobi, ne, od nas. Ne. Vsi smo različni, vsi smo izjemni in te stvari, potenciale oziroma to, kar je v tebi, tako kot si prej rekla, lepo poklic, ne, torej slediš notranjemu klicu, ne, nekako, da prideš do poklica. Te stvari je dobro prebrati, ozavestiti in vedeti, kje je medij za izražanje samega sebe, tudi za lastno notranjo rast, ne, če je življenje tudi pot rasti, ne, in smo nekako v tej imanenci ujeti med rojstvom in smrtjo zato, da na nek način zrasemo, da nekaj naredimo za skupnost, da pustimo nekaj sledi. Skratka, zato je
to pomembno, da to prebereš in da ne greš v neko smer, ki pa ti ni, ali pa da te služba ne stisne v neko smer, ki pa tebi ni blizu in da tam vegetiraš, da začneš, pač postaješ to, kar se marsikje seveda žal dogaja, postaješ apatičen, etc. in pa eventualno še zboliš, etc. Skratka, najti to pozicijo je tudi neke vrste izziv, ne? Torej in pa seveda konstelacija, da se ti parametri tako pokrijejo, da pa prideš v pozicijo, da to lahko tudi udejanjaš, ne? Zato je pa tudi neka dejavna drža v življenju potrebna. Torej, ne zdaj, da ne vem, kako greš linearno premočrtno za ciljem, ampak da plavaš tako dejansko z izzivi in z usodo življenja v dialogu. Ne? Recimo, ko ti ponuja priložnosti, da veš, kdaj jih je treba zagrabiti in na kak način in kako z njimi. In tu so mladi, recimo in ta pedagoški del mojega delovanja, ki ima tudi že dolgo brado, ampak jaz nisem tipičen pedagog, ki bi recimo po koncu študija postal najprej raziskovalec, pol asistent, pol docent, pedagog. Ne? Torej nisem šel, ampak obratno, ne? Sem šel v realnost, smo z prijatelji koncipirali v 90-ih te delavnice z malimi lokalnimi skupnostmi in tam skušali začeti premikati percepcijo in osveščati ljudi, kako je pomembno, kaj bojo s svojim prostorom naredili. Ne? In to so bile taka pionirska oranja. Ne? To je bilo kar dosti prijateljev in kolegov in kolegic vključenih v te procese, žal je pa to malo zamrlo oziroma ni bilo prav razumljeno. Hkrati pa greš tudi skozi neke faze, ne? Recimo zelo idealističnih pozicij, kjer orješ torej skoraj brez nekih finančne podpore to, do tega, da potem pa seveda raseš in to svoje polje dejavnosti nekako usmerjaš v smeri, kjer misliš, da je najbolj odprta ali pa najbolj tehtno, lahko dodaš ta svoj kamenček mozaiku, recimo stvarstva. No in tu je to pedagoško delo pri meni do njega prišlo tako bottom up, ne, kot bi rekli, se pravi od spodaj navzgor. Ne. Poleg teh delavnic, ki so že bile neko pedagoško delo, ne, v začetku 90-ih, sva pol z Natašo vodila Evropske poletne šole arhitekture 10 let, tam nekje med 93-2003, ne, in to so bili posebni izzivi in laboratoriji, 400 do 500 študentov evropskih na enem mestu srečanjih, ta EASA, ki so samo organizirali in mi smo bili pač enakovreden del te skupnosti in tam se je začelo to kaliti na tej mednarodni ravni. Potem pa ta Family Stewart, pa Maribor, pa zdaj Ljubljana. No in skratka, to na nek način mi sledi v življenju in jaz temu sledim. Ne? In sem zelo rad z mladimi in seveda tudi z vrstniki in seveda tudi moram poudariti z starejšimi in ta most spet med generacijami se mi zdi, da je ključen. Ne? Spoštovanje do starejših, do modrih, do tistih, ki nam imajo kaj za predati in povedati. Ne? In spoštovanje po drugi strani do mladih, do njihove energije, do njihovega entuzijazma, do njihove čistosti, recimo, če tako rečeš, ko še niso pretirano kodificirani, ne? Čeprav univerza je že relativno pozno, ne? Zdaj, ko imaš otroke, vidiš, kje se te stvari začnejo na nek način recimo spreminjati, no? Torej percepcija tudi otrok in tako. No, ampak kakorkoli. Tako da zdaj ta pozicija vizavi študentk in študentov je taka, morda po eni strani tako kot starejši radi pojamramo, pod narekovaj, rečeš, joj, ta virtualna realnost, ta digitalni svet, pa kako jih je to vse na nek način očaralo in začaralo in kako jih je odpeljalo v nek umik od resničnosti in umik tudi od človečnosti in tudi umik od nekega celostnega dojemanja, recimo prostor-časja, če lahko tako rečem. Ne? In tu jaz skušam, kar se tega, zdaj najprej ta aspekt, mladim na nek način mlade povabiti nazaj v to neposredno doživljanje. Ja, materialno, ki pa je razpeto v duhovno tudi, ne, nikoli zgolj materialno. Ne, tle sem morda tudi malo drugačen od pedagogov na faksu in ponujam morda malo drugačne tudi poglede, ki niso vedno nujno mainstream. Ne. In skušam predvsem odpirati perspektive in percepcijo, ki širi njihovo polje dojemanja sveta in seveda tudi stroke znotraj tega. Ne. In tu imamo kar nekaj tudi terena, kakor ga lahko imam znotraj tega kurikuluma, ki ga imam. Jaz nisem težko kategornik, ki bi imel seminarje pa to, ampak imam predmetke mehne, ne. Ampak jih znotraj tega skušam dejansko navdušiti in jih pripeljati to, kar sem rekel. In to pa je vse od obiskovanja realnosti in branja realnosti do risanja, tega tudi ni več, to ta misleča roka Plasma, ki je
pa hkrati tudi čuteča, ni zgolj misliča, to prakticiramo, potem projektke, raziskave in to. Skratka, vse to, kar smatram, da je pomembno kot njihov nek temelj oziroma kot nek otok v arhipelagu te kompleksne realnosti, kjer se nimajo skoraj na kaj osloniti, ne, na te hipermonade informacij, ki prihajajo skozi vse te medije, si lahko samo zgubljen, ne, če že nimaš vrednostnega sistema, da bi vedel, kaj pa je referencialna referenca, ne, tisti otok, na katerega se lahko opreš, da pol raseš in greš naprej. Skratka, da jim na ta način odpiram. In tu je pač največje zadoščenje, ko vidim, kje se to premakne in če se premakne. Ne. Ko oni prinesejo projekt, ko se oglasijo, ko si v debati, ko greš na sprehod in ti vrnejo nekaj z to svojo avtentično ustvarjalno percepcijo. Ne, sploh, ko pridejo kakšni projekti, pa rečeš, wow, to je to. Ne. In tu zdaj v tem razponu med to skrbjo in to zaskrbljenostjo nad stanjem stvari, ne, recimo, kjer skušaš reševati kot neka generacija, ki je pravzaprav že v odhajanju in se marsikdo lahko posmehne, pa kaj ti stari tam še počnejo sploh. Pa med tem, da si pa lahko zelo blizu jim kot mladim, da si lahko neke vrste vez z starim svetom, imaš pa zato, ker lahko globje pogledaš preteklost, tudi bolj jasen pogled v bodočnost. In to je neka spet vzročno-posledična, torej kauzalna zanka, ki je zelo globoka in jo redko kdo od mladih sploh razume, da moraš na nek način razumeti naravo sveta, naravo stvarstva, torej čim boljš, ne? Seveda nikoli ne bomo vsega vedeli in to je tudi čudež in skrivnost tega življenja in to je fajn, ampak kljub vsemu se temu približati in se pol na to odzvati in ko svojo ustvarjalno držo v življenju peljati to zgodbo na svoj način naprej. In jaz to podpiram, da je vsak avtonomen, da je sam svoj in da je v tem svoboden, svoj bodi svoboden, ne? Seveda pa z upoštevanjem in spoštovanjem vsega, kar smo dobili. Ne? Se pravi, tu je tudi dediščina kulturna, naravna, zelo bistven temelj, ki je bila v času našega študija, pa tudi sicer bistveno premalo prisotna, skozi to tudi teme prenove, skozi to ta reciklaža, ki sem jo prej omenil, ki ni lepa beseda in to. Skratka, skušam na nek način ta veliki tok globalni tega spreminjanja sveta, da ga zaznamo skupaj, da ga preberemo, kolikor ga je možno in da se mladi pol na to odzivajo. In mislim, da v tem smislu najdemo en zelo lep dialog. Jaz sem tudi sproščen in na predavanjih in pri vajah in pri sprehodih, kolikor se da, pa hkrati v tem tudi resen. Z vsemi temi pronicljivimi opažanji, dilemami, vprašanji, ki si jih izpostavil v najinem pogovoru, bi te za konec vprašala, kdaj si nazadnje doživel prostor, ki je v tebi odzvanjal še dolgo časa? Veš kaj, teh prostorov je pa kar nekaj. Ne? Seveda, zdaj, če bi hierarhično pogledal različne stopnje, recimo te navdušenja doživiš, ko vstopaš v različne odnose z prostori, z arhitekturami, z naselji. Ampak pravzaprav recimo na potovanjih, kar nekaj potujemo in odkrivamo te različne tradicije sveta, tudi onkraj tega kontinenta ali pa znotraj Evrope. In tam, kjer naletiš na relativno avtentične pričevalce preteklosti, ne, ki pa so seveda lahko tudi že lepo prepleteni s sodobnostjo, ampak tako spoštljivo, si vedno znova očaran. Ne. Vedno znova presenečen, kako je mogoče, da so vsa ta naselja recimo toliko različna, seveda, ker ima različne danosti naravne, ker ima različne kulturne, religiozne, topografske, klimatske, etc. Skratka, da je bilo možno, da so naši predniki to z tako senzibilnostjo in s takim kolektivnim naporom, ne, pa z v bistvu anonimno gradno, bi rekli, danes to niso velika imena, tako da tle bi morda izpostavil ta anonimna, vernakularna, tradicionalna arhitektura je vedno bila na nek način oklesana skozi stoletja in je sedla v prostor in z materiali in s proporcij in z funkcijo tako, da je res lahko preživela stoletja. To te pravzaprav tako prežame v celoti bitja, da pridejo tudi solze, ne, torej včasih, ne, ali pa tudi domačije, ne vem, se spomnim tam ene domačije Vidičeve Prlekiji pred leti, pridem tja, prvič vidim avtentično ohranjanje in še imel je ta slikar Vidic, ki jo je malo z drobnimi
recimo dodatki od Zalšav, takimi arhitekturno-skulpturalnimi, in sem samo obnemel in se sesedel tam. Ne. In takih je dosti. Zdaj smo bili recimo šola prenove, torej najlepše prenovljene hiše Slovenije, in srečaš primere, ki jih sicer ne poznaš. Družina, ki se bori celo življenje, je podedovala od prednikov, recimo en mlin tam ob reki, ampak to je cela domačija, žaga, mlin, objekti gospodarski. Oni so se borili kljub sistemu in financam in vse, ki bi jim to seveda najrajši ali vzel ali tega ni znal ceniti. Časi so bili tako nenaklonjeni kmečki, pač kmečkemu poreklu in identiteti in tradiciji. To je bilo vse pač pejorativno označeno, moral si biti sodoben in proletarci, etc. In so z otroci uspeli ohraniti recimo skoraj vso to dediščino. Zdaj seveda tudi jo modernizira in to, ampak neverjetno, da imaš take samorastnike, ki grejo za nekimi vrednotami skozi življenje, ali pa v Krasu, gor v Kobjeglavi, eno domačijo, mislim, Borjač, neverjetno. Torej, to je zdaj, če smo pri anonimni arhitekturi. Na drugi strani spektra imaš te vrhunske arhitekture, kjer te pa položi, seveda tudi vstopiš v Gotsko katedralo in obnemiš. Ne, si toliko mehen in takrat tudi vidiš, da dejansko to presega človeka, to presega ta mali mental individuuma, ki bi si želel nekaj tajega. Tega v sodobni arhitekturi skoraj ni več, ne? Oziroma dobro, se najdejo akordi, ko res, mislim, posrečeno, ne? Ali pa stopiš v Gaudija, ali pa naš Plečnik, ne? Recimo, pa tudi deli Ravnikarja, ampak so to različne senzibilnosti, različni časi. Skratka, tega je mnogo, k sreči še po svetu, čeprav žal vidimo tudi te vojne, pa to hudo nerazumevanje, kaj je padalo v Siriji, ne, od Palmire do Alepa, in to je pa ta žalostna in tragična plat te civilizacije. Ali pa če pogledamo to zadnjo vojno, ne moreš verjeti in razumeti, da je tako rekoč sredi Evropa ali pa na robu kaj tajega še mogoče, ne. In tu si pa globoko prizadet in globoko zaskrbljen, ne. In recimo zdaj pač pri pedagoškem delu hočeš, nočeš, moraš poleg teh globalnih problemov, klimatskih sprememb, ekoloških problemov in to vključevati tudi to zavest in tudi to globinsko opozorilo, da smo na nek način lahko tudi sami pred sabo ogroženi, ne? Da si sami tla pod nogami izmaknemo. Prišli smo do točke, ko je naš civilizacijski razvoj na tem, da bo uničil nas same, oziroma da se sami sebe ne znamo zavarvati več in nehati ob pravem času. Sašo, hvala za izčrpne misli, lep pogovor, vso dinamiko in drživa pesti, da bo arhitektura in prostor postal tisti, ki nas bo navdihoval, nas vzgajal in nam ponujal tudi izhod, da bomo znali premisliti in čutiti širšo naravo v vsej svoji celoti. Hvala ti, Lenka. In tudi, da ne bom ostal pri tem pesimističnem tonu zadnje replike, jaz sem kljub vsemu optimist in zaupam, da bomo zmogli vsi skupaj ta premik narediti, da se bo svet nekako dvignil na neko drugo raven, z drugim razumevanjem, poglobljenim, in da bo naši zanamci lahko živeli v enem lepem svetu še. Hvala. Hvala. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.